black. With flowers and my love hope never to come back. Helena Koder, lepo vas pozdravljam. Sem vesel, da ste z mano danes v studiu in vam čestitam za vašo knjigo z naslovom Kolizej. Ja, hvala za čestitke, hvala za povabilo. Jaz vas tudi lepo pozdravljam in seveda najne poslušalce tudi. Ste izid knjige praznovali? Ja, na en način sem ga praznovala, ker se mi je zgodilo, da je ravno mi moj dragi urednik Andrej Ilc prinesel knjigo še čisto svežo na dan. To je bilo enakonočje pomladansko in meni je ta prehod iz zime v pomlad mi veliko pomeni in mi je bilo tako všeč, ker prejšnjo knjigo sem dobila pa za 8. marec, kar se mi je zdelo tudi eno tako darilo, a ne. Tako da na način sem praznovala, ja. V zelo kratkem časovnem razmiku ste objavili 2 knjigi. Krošnja z neznanimi sadeži je vaša prvenka, Kolizej je vaša druga knjiga. In tisto, kar je zanimivo, ker je prva zbirka tematsko zelo široka, da v njej še ne omenjate Kolizeja. Kako se je porodila ta ideja v knjigi Kolizej? Prva knjiga je nastajala zelo počasi, to se pravi, vsaj polovica esejev je zelo počasi nastajala, druga polovica hitreje. In ko sem jaz to oddala, je nastopila ena prazninica, en občutek, zdaj pa knjiga, kaj pa zdaj, ne? Ker jaz sem pravzaprav se na pisanje, čeprav ne pišem tako redno in stalno in tako, ampak sem se v teh zadnjih letih, ne bom rekla navadila, ampak mi je postalo ena potreba. To mi je en zelo lep čas v mojem zdajšnjem življenju, kadar pišem, ne. Zelo se mi zdi dragocen čas in ko sem to oddala, sem rekla, se bom še pisala in sem tudi 2 eseja še napisala, ki sta bila v Sodobnosti objavljena. Ampak nenadoma sem dobila občutek, da bi rada nekaj drugega, da ne smem te forme eseja, ki je kar nekako mi postala domača, ta forma, kakršno jaz pač uporabljam. In sem rekla, moram nekaj drugega, da slučajno ne bi v kakšno rutino zapadla, čeprav vse pri pisanju ne moreš ravno v rutino zapasti, ampak želela sem si nekaj drugega in že dalj časa sem pa razmišljala, da bi v kakšnem mojem filmu, ki sem ga delala, mogoče napisala kakšen tekst, ki bi bil zanimiv za študente dokumentaristike, ne, na AGRTF. To je bilo tako čisto moje intimno, a ne, vedno pač en kontekst ustvarjaš, kadar greš nekaj pisati, a ne. No, in tako sem jaz izbrala ta Kolizej, ki je pa meni tematsko nekako se zelo zapisal v spomin, zelo natančen se spominjam, kako smo to delali, mogoče zato, ker je ta film, ki sva ga naredila skupaj z Žaretom Lužnikom, to se pravi, on je režiser, a ne, ampak sem bila jaz tudi ves čas navzoča, a ne, pri vseh fazah nastajanja filma. Skratka, ta film je približek tistega, kar sem si jaz želela najbolj delati. Mislim, da v tem filmu je bilo najbližje temu, kar sem jaz imela kot en tak idealno dokumentaristike, ne? Ta način, brez vmešavanja in tako naprej.
Tako da zato sem najbrž se na ta film osredotočila. Pol se je pa tema odprla, seveda. Prav to me zanima. Dejali ste, da vas je film nekako res nagovoril. Kaj vse je bilo pri tem filmu in v tem filmu takšnega, da vas je prevzelo, začaralo, posrkalo? Ja, to je pa zdaj povezano s to hišo. To je prav en primer, kako ena ima hiša eno svoje življenje. Ne? In mene je, ko smo se odločali za film, ne, je mene seveda pritegnilo to, da ta hiša daje en tak scenografski okvir, ki presega scenografijo, ki daje tudi vsebino. Ne. Obenem je pa ta hiša imela tako različno populacijo, ne, stanovalce, tako na različne načine so v to hišo prihajali stanovalci, obenem je bila potisnjena na rob družbe nekako, noben se ni dobro, ti upravljavci, a ne stanovanjski sklad ali kaj je to bil, ne, pač so se brigali minimalno za to, ne. Skratka, ta vsebina, ti ljudje, ne, so bili toliko zanimivi, da se mi je zdelo, da bi se dal en tak povezan, trden izdelek narediti, ne. Eno metaforo življenja, no. Zakaj so bili ti ljudje tako zanimivi? Vi ste do takrat zagotovo poznali že dosti ljudi. Kaj vas je nekako nagovorilo v tej hiši? Kakšni so bili ti ljudje oziroma njihove zgodbe? Ja, ker so pač zelo različni socialni sloji, ne. V hiši so živeli staroselci, ki so se še spominjali predvojnih časov, to se pravi časov pred drugo svetovno vojno, ki je bila to čisto ena hiša lepo upravljena, vzdrževana, z nekaj zelo dobrimi stanovanji in nekaj skromnimi stanovanji in že to daje, ne, eno. Meni je to v mestih všeč, ne, da se različni sloji prebivalstva mešajo. Saj tako se tudi pol dogaja prehajanje iz družbenih slojev. Družbeni sloji obstajajo, ne, mislim, nam je všeč ali ne, ampak ti mehki prehodi so dobrodošli, a ne. Tako da to je meni, bili so ti staroselci recimo, pol so bili pa ljudje, ki so jih po vojni nekako na silo spravili v hišo, ker so jim pač na način so pač izgubili svoja prejšnja stanovanja. Potem so bili tle veliko južnih, ne, tako kot so rekli, to se pravi priseljencev iz takrat bratskih republik, a ne, s katerimi tudi nismo ne vem kako v rokavicah delali. Tako da zelo različni ljudje, umetniki recimo tudi, ne. Hiša je tudi privlačila take marginalne ljudi, hiša sama, veste, na pol klošarje, no, tako, a ne. Ker takrat, ko smo mi snemali, je bila že zelo zanemarjena, a ne, in so ta stanovanja kadar se je izpraznilo kakšno stanovanje, so ga zaklenili pa zapečatili, ne. No, in seveda so neki ljudje pač to zvedeli in so pač vdrli in se naselili in pol se je začel ta birokratski postopek izgona iz hiše, ne. In to je trajalo leta, medtem je pač življenje noč teklo. Skratka, mislim, da je največja vrednost dokumentarnega filma, da pokaže ljudem, da ljudje živimo svoje življenje na zelo različne načine in da na ta način s tem prikazovanjem, po mojem, se tudi neka, saj mogoče je to veliko rečeno, ampak neka empatija privzgaja, no, ali en občutek za skupnost, eno solidarnost. Mislim, da so dokumentarni filmi kar koristni.
V kolikšni meri ste imeli ustvarjalno svobodo pri snovanju filma o Kolizeju? Popolno. Ne, popolno svobodo sem imela. Moram res reči, urednik Drago Pečko, ki je takrat bedel nad tem programom, a ne, pa ne samo to, je res podpiral, je tudi podpiral sodelovanje z mladimi režiserji, ki so takrat, to so bile prve generacije, ki so končavale nek študij, ne. Tako da pri tem filmu sem pa res imela popolno svobodo. Sem imela kasneje, v prehodu ob osamosvojitvi, sem jaz imela večje težave z kakšno svobodo izražanja, kot v tistem momentu pri tem filmu. Ne bom rekla, za kakšen drug film so že bili problemi, ampak pri tem filmu, a veste, to je bila tako ena, pač temu se je rekla socialne teme, a ne, in nekako to so dopuščali, no. Film in tudi knjiga je pravzaprav pričevanje o ne povsem uspešni socialni politiki. In pravzaprav je zgradba, kot je bila Kolizej, bila kritika takratne družbe. Ja, ampak to so bila 80. leta in to ni bil problem, no. Dejansko pri tem filmu jaz nisem imela nobenih problemov, se me je to že kdo vprašal, veste, zdaj. Nekdo, mislim, da mi je celo rekel, ta film je šel pa takrat gotovo v bunker. Ja, pa ni res, ne, ta film ni imel nobenih problemov. Mogoče, kaj s tem, mogoče je bil že toliko marginalen, da je to kot en kuriozum, ne, obviselo v zraku, kot nekaj čist posebnega, ne. Pri filmu ste sodelovali z režiserjem Žartom Lužnikom. Kakšna osebnost je bil, kako sta sodelovala? Ja, midva sva se zelo dobro ujela, sva 4 filme skupaj naredila. Jaz sem ga opazila tako, da sem videla na televiziji en njegov študentovski kratki film in tam je bil en prizor, ki ni, kako vam rekla, vam težko razložim, v čem je bila moč tistega prizora, ker nek mlad moški je taval okrog enega soda z vodo, tacga, veste, ki je v obraznih kolibah stoji, kakšen tak sod. Ampak je bil tako močen prizor, da sem jaz rekla, kako bi bilo fajn s tem režiserjem kaj delati. Jaz sem pa takrat ravno bila zelo intenzivno v pripravah na en film, ki sem ga hotela delati. Brala sem samo še teorijo, no, preden sem dejansko začela pripravljati scenarij. No, ampak to je bil pa film o begavcih, o otrocih, ki pač kar zginejo od doma, ne? In o teh vzrokih in sem rekla, to bi pa s tem režiserjem poskusila in sem mu telefonirala, tudi nisem prej spraševala na televiziji, lahko pa tako naprej. In on je bil za to in potem je Drago Pečko to takoj sprejel. In sva naredila en zelo lep film z enim mladim fantom, ki je pol eno tragično usodo doživel. Še bolj tragično, kot je bila tista v filmu, a ne, ker je umrl. Tako da, no, Žare je bil, ko ste vprašali, mislim, da strašno nadarjen za film. Zelo, zelo nadarjen. Mislim, da je tudi nekaj on na enih natečajih v Nemčiji zelo dobro skozi prišel. Ne vem, če ni celo bil njegov projekt takrat boljš ocenjen kot od Wima Wendersa. Ampak, no, ne bom tale trdila, ne vem natančno. Skratka, zelo lepo je bilo z njim sodelovati. V knjigi pišete o vrsti ljudi, je pa neka razlika med njimi.
Naprimer, Žareta Lužnika omenite z imenom in priimkom. Ja. Marsikoga pa dobesedno spustite, ne omenite njegovega imena. Pa me zanima, kako ste se odločili, koga boste omenili z imenom in koga boste izpustili. To je pa čist po občutku bilo. Enostavno nekaterih ljudi nisem želela kakšnih potomcev ali kaj obremenjevati s tem, pa vem, da mi ne bi zamerili, če bi, ampak po občutku, lejte, ne vem, kaj me vodi. Jaz se pri pisanju zelo občutkom prepuščam. Tako. Pa mogoče pa tudi za bralca fino, da mora vmes pomisliti, da nikoli ni vse povedano, a ne? Ker nikoli ni vse povedano. Ker nekateri zamolki so mogoče zelo zgovorni. Vi, na primer, omenite župana Hradeckega, župana Jankoviča pa ne omenite z imenom. Ja, ker nisem želela nikakor jaz, da bi bila ta knjiga aktualistična, da bi bila samo za ta trenutek. Tega sem se najbolj bala pravzaprav. Sploh nisem hotela tega. A ne, glejte, jaz nočem biti razsodnik. Jaz sicer povem, kakšno je moje mnenje, ne trdim, da imam prav, a ne. In zato se mi ni zdelo potrebno. Glejte, če bo to kdo čez 10 let bral, jaz upam, da bo, ne. Si zelo želim, pa bo kakšen drug župan, pa tako naprej, bo lahko primerjal, kako pa tisti župan recimo ravna. Zdaj vemo, sej to ni nobena skrivnost, sej naš župan sam je ob prvem nastopu se dobro spominjal, povedal, da želi voditi mesto kot podjetje, a ne. In mogoče se nismo čisto dobro zavedali, kaj to pomeni, ampak podjetje pomeni, da je treba ustvarjati profit, a ne. In to je ne vem, o tem se da pogovarjati, a ne. A je treba mesto voditi kot podjetje ali je to skupnost prebivalcev? Kaj vam pravi vaš občutek? Ja, meni prav moj občutek, da je seveda treba mesto smotrno upravljati, ne. To se pravi, da je treba seveda tudi na finance zelo skrbeti, ampak vse zato, da bo mesto imelo svoje prebivalce, ki bojo lahko tam živeli, normalno življenje, ne, in da bo sprejemalo, da bo raslo v skladu z nekako svojo okolico, ne. Sej mogoče ni najboljš, da Ljubljano gradimo, kot to si zdaj izmišljujem, še nikoli nisem o tem razmišljala, ampak da Ljubljano gradimo kot mesto, kjer bo živel pol Slovencev, a ne. Ostali bojo pa v majhnih mestih, mogoče to ni najboljš, no, ne vem. V glavnem, to so vse razmisleki. Jaz sem to knjigo res pisala z namenom, da sej niti tega namena nisem imela, no, ampak če že, ne, jaz mislim, da je to literarni izdelek, ne, ampak vseeno, če je tak en praktičen namen, to, da bi ljudje o tem razmišljali, ne, da bi bili ozaveščeni, da bi malo tako razmišljali, kot tudi jaz razmišljam, vsak po svoje, pa se upam pametno odločimo, kako naprej. Pri vašem pisanju mi je všeč to, ker se prav čuti, kako o nečem pišete in potem pišete in še nekoliko razmišljate in odkrijete nekaj novega in to zapišete in se zgodba nekako dogaja skorajda kot film v montirnici. Glejte, ja, ker ta proces pisanja je glavna stvar. Jaz nimam načrta, ko začnem pisati, saj ne natančnega, a ne. In potem se res prepuščam
prepuščam, ja, to je težko reči, no. Pisanje je proces in to je pravzaprav knjiga, ker takrat med pisanjem se stvari dogajajo, takrat domišljaš, takrat iščeš neke glasove za to, kako, na kakšen način boš nekaj povedal. Ker meni je vedno dobro, tema je seveda pomembna, ampak meni je zanimivo pri pisanju in to me tudi, zato imam tako rada pisanje, je predvsem iskanje tega načina, kako boš nekaj pripovedoval. In recimo ta knjiga ima 3 dele in pol sta še 2 epiloga, a ne? In vsak ta delček je majčkeno na drug način napisan, kar se najbolj vidi, če bi primerjali prvi del, a ne, pa ta zadnji epilog, ne, ker je, skušala sem vedno ta glas prilagoditi temu, o čem pišem, ne, ker prvi del, ker je to se pravi, v prvem delu pišem o filmu samem, kakšen je, in pa o tem, kako je to nastajalo, da je nastal film. Drugi del je bolj zgodovinski, ne, sem morala paziti, da ne padem v neko kroniko, a ne, da je to še zmeraj ena esejistična forma. Tretji del, ta v Schellenburgu, je mogoče najbolj esejistični, ne, pol sta tiste 2 epiloga, ki sta tako malo literarna, a ne. Skratka, to mene zanima med pisanjem in to mi daje veselje. Ste torej res uživali med pisanjem? Ja, sem, ja. Čeprav, a veste, zdaj to zgleda uživa. Jaz sem se zelo matrala. To je del užitka. Ja, čeprav nisem mazohistka, ampak mi je bilo včasih zelo težko najti način, kako. Ampak, glejte, to spada zraven. Helena Koder, pogovarjava se o vaši knjigi, o knjigi z naslovom Kolizej, in te zgradbe se spominjam kot zgradbe, ki nekako propada. Ampak Kolizej je imel tudi svoje zlate čase. Kakšni so bili ti zlati časi, kdaj je bil Kolizej v najboljših letih? Ja, verjetno je bil Kolizej takoj po odprtju, a ne. Odprtje je bil pa pravzaprav postopoma, ampak mislim, da že po enem letu gradnje so že pol za novo leto imeli prvi ples, ne. Kolizej je bil zgrajen za vojaštvo, Avstrija je takrat se nenehno vojskovala z italijanskimi državicami in skratka, mesto je moralo nastanjevati te vojake potujoče, to se pravi, prebivalci so jih morali vzeti na stanovanje in to je seveda bila velika zadrega. In Withalm, ta gradbenik iz Graza, investitor, ne, on je pa predlagal, ko je videl, da bo železnica šla skozi Ljubljano, je predlagal mestu, da zgradi eno tako stalno vojašnico, ne. In župan Gradecki je bil za to, s tem, da je bil pogoj, da bo to nekaj, kar ne bo samo za vojaštvo, ampak bo služilo tudi mesto, tudi javnosti, to bojo pač kavarne, neke trgovinice, neka skladišča, jahalna šola tudi za meščane, seveda neke plesne dvorane in tako, ne, zato je tudi so bili nasprotniki te gradnje, so svarili pred pohujšanjem, ki bo s tem prišlo v Ljubljano in tako naprej. No in, ampak Kolizej je bil po enem letu gradnje je že bil prvi ples, pol so to dokončali, no in potem je bil seveda, kakšno je bilo to življenje, je težko reči, ampak je bilo prostora za
3000 ljudi, recimo v kavarnah, pa teh prostorih za javnost, pa neke dvorane slavnih, pa tako naprej. Skratka, to je moralo biti kar bleščeče. Ljubljana je s tem seveda nekaj pridobila. Ko so se vojne končale, pa ni bilo več potrebe za tem, ne, so začeli tudi na periferiji zidati vojašnice, ne. Skratka, to se je spremenilo v eno stanovanjsko hišo, ki je bila po tistih stanovanjskih standardih spet narejena tako, da so bila zelo skromna stanovanja v njej, pa dobra stanovanja, ne. Tako da so se prebivalci, pač ti sloji tudi malo mešali, ne. No in pol po drugi svetovni vojni pa začela propadati. Župan Hradecki je pričakoval od Kolizeja, da bo služil tudi javnosti. Tako je. Potem so Kolizej porušili in so nam obljubljali, se spomnim, tudi operno dvorano. Ampak namesto Kolizeja je zrasla zgradba, vila blok, palača, Schellenburg, ki nekako ne služi javnosti. Pa me zanima ta sprememba namembnosti tega prostora. Ja, jaz nimam tudi nič proti, da so v mestu stanovanja, pa dobra stanovanja, pa tako naprej. Seveda se je pa zdaj zgodilo to, ne, da pač se dogaja ta gentrifikacija, ne, saj to že vsi vemo, in da so stanovanja pač pretirano draga, to se pravi dražja, kot je gradbena vrednost, ne, se pravi teren postaja tista dragocenost, ne. In na takem mestu bi človek si želel eno stavbo, od katere ima mesto pač nekaj več, ne. Tisti načrti, ne, so bili načrti, da se obnovi Kolizej za umetniške akademije, ne. To bi bilo čist fajn, ne, ampak zdaj, če so se odločili za rušitev, mislim, po mojem mnenju, ampak ga ne vsiljujem, ampak po mojem mnenju je bil tisti načrt, da bila opera v redu. In zdaj, če pomislimo, da se išče nova lokacija za Dramo, kako bi bilo lepo, če bi bila tam Drama, ne? Nova. Tako skratka, glejte, nič nimam proti stanovalcem Schellenburga in tako naprej, ampak mislim, da na takem mestu bi moralo mesto bolj živeti tako stavbo. Če razumem vašo knjigo in če razumem vas, bi župan Hradecki ravnal drugače. Ja, vi ste rekli. Helena Koder, hvala vam za vašo knjigo Kolizej in hvala za pogovor. Ja, hvala vam za povabilo, pa lepo pozdravljeni.